Evo, dobrodošla oziroma dobrodošla oziroma dobrodošel na današnjem srečanju, ko bomo govorili o tem, kaj pa zdaj z vsemi pridobljenimi, o čemer smo vsak dan govorili v tem izzivu, kaj zdaj narediti. Zdaj samo še preden začnemo, še samo da pinam v skupini, da bodo tudi vsi ostali najdli. Ok. Torej, današnja tematika danes je torej res en taki bonus dan, ki ga res nisem načrtovala. Običajno sicer pri takšnih kakšnih treningih potem imamo še v ponedeljek kakšno srečanje, ampak se je čisto lepo postavilo, torej skupaj sestavilo, da mogoče pa naredimo še eno bonus srečanje, ki mislim, da je za marsikoga lahko zelo uporabno, oziroma upam, da ti pač pride vsaj kakšen košček, ti olajša delo, ti mogoče da kakšno idejo, kako lahko stvar še optimiziraš. Torej, dobrodošel oziroma dobrodošla na današnjem srečanju, ko bomo govorili o akcijskem planu za naprej. Zdaj, danes je recimo še 23. marec, a ne, in fino je v bistvu sploh v poslu razmišljati že za naprej. Kaj to pomeni, kaj mislim s tem? S tem mislim predvsem to, da je fajn, da razmišljamo že o našem poletju. Kako poletje si želimo? In imam zate tudi vprašanje, preden gremo čisto v tematiko, kakšna je tvoja vizija za to poletje? Kaj si recimo želiš doživeti, kakšno poletje si želiš imeti? Ali želiš mogoče potovati, ali želiš imeti bolj na off, ali želiš v poslu se lotiti kakšnega specifičnega posla, a ne? Kaj je tvoje poletje? Zakaj je to tako pomembno? In ta sistem v bistvu lahko potem uporabiš v čisto vsakem obdobju, ko planiraš recimo posel za naprej. To je pomembno zaradi tega, da si damo en cilj, da si damo eno vizijo. Ker če zdaj razmišljamo o tem, kakšno poletje si želiš, ali želiš takrat potovati, biti čisto na off, in seveda to pomeni, da tudi tvoj posel takrat ne zamre oziroma ni na pavzi, ampak da vseeno deluje in da potem po poletju, ko se vrneš mogoče nazaj, a ne, nisi zdaj zaskrbljen za preživetje, ampak da bo vmes še vse teklo in je pripravljeno za naslednji korak, na primer. In seveda zdaj so tisti trenutki, čas, zdaj je v bistvu zadnji moment, da se na takšno poletje, kot ga želimo imeti, tudi dobro pripravimo. In verjetno ti je že znano, a ne, v vseh dneh, ko smo govorili, da jaz zelo zagovarjam, da si v bistvu enkrat postaviš sistem oziroma da enkrat nekaj zelo dobro postaviš in ti potem deluje na različnih frontah, oziroma da res svoj posel čim bolj optimiziraš. In te vabim, da v komentar zapišeš, kaj je tvoja želja, kaj je tvoja vizija za letošnje poletje. Zdaj, poletje je zame eden najljubših časov, tako da se ga blazno že veselim in v drugem tednu planiram, da ga bom še bolj izpilila to obdobje do poletja, zato da bo to poletje si res potem lahko naredim takega, kot sem si zamislila, oziroma takšnega, kot si želim. In to velja za nas, ne? Zdaj, če čakamo do junija in potem rečemo, zdaj si pa želim biti en mesec na off, a ne? Pa ni nič poštimano in veš, da če zapreš svoje podjetje, da bo to velika škoda, a ne? Potem bo malo težko ta korak narediti. Če pa to zdaj že planiraš, pa lahko vse skupaj splaniraš tako zelo dobro, da se potem to v poletju res lahko zgodi, kaj že planiraš. Je pa zelo pomembno, da štartaš zdaj. Okay? In danes bom s tabo delila tudi moj sistem, kako v bistvu lahko tudi jaz recimo veliko delam z strankami, ali 1-na-1 ali v mentorskem programu, za njih pripravljam vsebine in tako naprej. In seveda skrbim redno tudi za razvoj in delam na svojem poslu, na različnih projektih, ki skrbijo na različnih razvojnih projektih in projektih, ki skrbijo za rast posla. In ti bom razkrila točen moj sistem, ki je zelo simpel, ampak zelo učinkovit, kako lahko konstantno skrbim za to, pa ne pride do izgorelosti. Okay?
in kakšni so torej tisti prvi in naslednji koraki, ki je fajn, da jih tudi mogoče ti lahko uporabiš, če imaš ta problem. Zdaj, treba se še eno stvar zavedati, ne. Zdaj, če si zdaj mogoče na točki, ko imaš občutek, da si kot oni hrček na tistem kolesu, ki laufa, a ne, in ne moreš zadihati, ker veš, da če se boš ustavil, ne vem, se bo nekaj drugega podrlo, ali pa ne bo dovolj zaslužka za preživetje, plačanje položnic, a ne, in tako naprej. Potem je to v bistvu, in si govoriš, a ne, kje, nimam zdaj časa se še zdaj ukvarjati s kakršnokoli avtomatizacijo, optimizacijo, kakšnimi drugimi pristopi, zato da bi mi prihranilo čas. Če se ti to dogaja in deluješ tako še naprej, potem bodo tudi naprej še takšni rezultati. A ne? Če pa si želiš neke spremembe, če želiš drugače narediti, pa je to dober znak oziroma pokazatelj, da se dejansko moraš ustaviti oziroma mogoče zdaj investirati nekaj energije, časa, reči stop, pogledati, analizo narediti, to, kar bomo govorili, in spremeniti sistem zaradi tega, da si v bodoče potem osvobodiš več časa. Ne? To je tista misel, s katero sem v bistvu že štartala naš izziv. Če delamo oziroma če imamo isto miselnost in s katero smo ustvarili nek sistem, nek problem, ki nam zdaj ni všeč, in pričakujemo, da bomo s to isto miselnostjo, z istimi akcijami, da bomo isto delovali, imeli potem drugačne rezultate, potem smo najverjetneje v veliki zmoti, a ne? Ker se to ne bo zgodilo. In je to definicija norosti, če to pričakujemo, tako da je treba nekaj spremeniti. In prej, ko to spremeniš, prej, ko pogledaš se v ogledalo in si rečeš, ne želim tako živeti, želim imeti več časa, želim si ga osvoboditi, prej lahko narediš večje spremembe. Ok? Robert, dobro jutro, jaz si želim združiti potovanja in pa da pripravljam stvari za naprej za jesen in zimo. Se pravi, želim združiti luštno s koristnim. Super, jaz imam zelo podobno vizijo za to poletje. Cvetka pravi, jaz bi potrebovala tvojo podporo, kakšne so cene. Cvetka, lahko mi pišeš na mail ali pa pogledaš na mojo spletno stran mod.si. Če želiš podporo v obliki mentorskega skupinskega programa, kjer delamo torej na tvojem poslu, na tvojem brandu čez celo leto, pa bi bilo fajn, da čim prej ali mi pošlješ zasebno sporočilo, mail ali pa pogledaš na spletno stran mod.si, poševnica legendarni, kjer je zdaj danes in pa jutri torej na voljo ena posebna ponudba z zelo vročimi bonusi v vrednosti več kot 1000 evrov, tako da lahko tudi to pogledaš, če pa imaš vprašanje, pa mi lahko pišeš tudi na zasebno sporočilo. Ok, zdaj gremo na tematiko, ker želim, da ti ne vzamem zdaj danes, ko je sobota, preveč časa. Zadnjič sem torej delila, ne, da smo zdaj nekako v času, ko imaš na izbiro tri opcije, kaj z tem izzivom oziroma s tem, ko se nekaj novega, tudi kadarkoli, ne vem, prebereš neko knjigo, ne vem, se lotiš kakšnega tečaja, ne, da imaš običajno potem 3 opcije, kaj narediti. Ena je, da narediš nič. Zdaj, glede na to, da gledaš ta video, jaz verjamem, da to ni tvoja opcija, ki jo izbereš, ne. Druga opcija pa je torej, da zdaj naredimo, vzameš vso znanje, ki ga si pridobila in začneš naprej raziskovati. In seveda, da pride do nekih bolj konkretnih akcijskih korakov, je običajno zelo pomembno, da si te projekte, sploh takšne večje, tudi splaniramo, a ne. Ker če jih damo na koledarček, potem običajno je bolj verjetno, da se zgodijo. Oziroma pri meni je tako, da če je nekaj na koledarčku, potem je oziroma bo narejeno. Če pa je samo nekje v glavi, saj bom, ko bo čas, a ne, in že itak nimaš nikoli časa, verjetno ta čas, jaz še nisem nikogar srečala, ki bi mu ta čas padel z neba, razen da je prišlo kot prisila. Se pravi, ali zgorelost, ali kakšna bolezen, in jaz si res ne želim tega zate, oziroma dobenega izmed vas. A ne? Tako da dajmo izbrati to pot, da si res splaniramo vnaprej projekte, zaradi tega, da lahko potem delamo vsak dan male koščke, in ko vsak dan narediš male koščke, se ne bo zdelo tako velik projekt, da je nedosegljiv, ampak če se fokusiraš na tisto, kar moraš v tistem dnevu narediti in je izvedljivo, a ne, ni mišljeno, da zdaj delaš na tem 24 ur na dan, da je izvedljivo, potem veliko lažje tudi napreduješ za naprej. Ok? In zdaj
prva točka, kaj je zelo pomembno, je, da se ustavimo. Vem, da je to kdaj težko za marsikoga, tudi meni, ampak da se ustavimo in se vprašamo, kaj ti krade čas. To pomeni, da se vprašamo, kam investiraš svoj čas in ni rezultatov, ki si jih želiš. A ne? Jaz v bistvu vedno zagovarjam to vizijo, da moramo imeti čas tudi zase, tudi za izobraževanje, tudi za svojo družino, za svoje bližnje. In da tega časa naj bo kar veliko, ne 5 minut, pa še teh 5 minut, tako da smo čisto odtujeni, ampak da imamo res čas za vse. Ampak pogosto se zgodi, da je naš urnik poln nekih akcij, nekih opravil, ki jih delamo, so nam mogoče čisto že domača, da jih pač imamo v mislih, da to moramo narediti, v resnici pa nimajo rezultatov, ki si jih želi. Tako da je fajn, da se ustavimo in pogledamo, kaj počnem in kaj od tega mi prinaša rezultate, ki si jih želim. Ker če ugotovimo za nek task, primer, da redno vsak dan ti vzame 1 uro, zato da napišeš objavo za družabna omrežja, od tega pa ni nekega blaznega efekta ali pa ga sploh ni. Potem je fajn, da se tukaj ustaviš, jaz vsak dan investiram 1 uro v to, a je to nekaj, kar želim še naprej investirati in nimam rezultatov. Verjetno je tvoj odgovor ne. In če je, se potem lahko vprašaš, kako lahko zdaj to transformiram, spremenim, a lahko mogoče to preoblikujem tako, da bojo rezultati boljši in poskrbim za vse 3 stebre, torej da bo iz tega dobim dohodke, da gradim prepoznavnost in da gradim oziroma naredim ta sistem čim bolj učinkovit. To je ena varianta. Druga varianta je, da se vprašaš, ali lahko to delegiram. In potem je običajno pomislek, ampak jaz nimam dovolj financ, da bi to delegiral oziroma imel nekega asistenta, asistentko, ki bi mi pri tem pomagala. Tukaj potem moraš razumeti, da si s tem osvobodiš vsak dan 1 uro, kar pomeni, da to 1 uro lahko ti posvetiš bolj učinkovito neki rasti svojega brenda, če je to smiselno zate. Ali pa enostavno takšne naloge pobrišeš iz svojega urnika in jih več ne počneš in tako avtomatsko recimo pridobiš vsak dan 1 uro. Ker če nekaj delaš in nima rezultatov, ne dolgoročnih, ne kratkoročnih, potem je mogoče škoda oziroma je lahko zelo draga investicija. Jaz velikokrat gledam na čas kot investicijo in ta investicija se ti potem vrača ali zelo bogato, s tem, da dobiš za to investicijo nazaj več časa, da si ga osvobodiš, ali pa na drugi strani je lahko tudi tako, da pač ni dobenega povračila, da se ti nič ne povrne, ampak mogoče gre v minus. Zato je zmeraj fajn. Zdaj, kako pa se tukaj ustaviti? Jaz ti bom delila tudi template oziroma kako zdaj se ustaviti in sploh se vprašati, kaj ti počneš. Ker zdaj, če gremo samo razmišljati, kaj smo včeraj delali, pa nimaš koledarja, pa nimaš nič zapisano, potem se bomo mogoče spomnili samo enih dogodkov, in ne vsega. Tako da te jaz v bistvu povabim, da si vzameš 1 dan, idealno tudi 2 ali pa 1 teden in spremljaš čisto vse, kar počneš. In tukaj si lahko pomagaš ali z aplikacijo, ki se ji reče Clockify, je v bistvu brezplačna aplikacija, kjer se pač narediš račun in se potem pač registriraš in potem spremljaš posamezno nalogo, koliko časa ti je vzelo, lahko jih daš potem v kategorije in tako naprej. Clockify.me je ena izmed takih aplikacij, ki jo lahko uporabljaš tudi nasploh, zelo luštna in lahko zelo hitro potem vidiš, kam gre tvoj čas. Ker ko imamo enkrat zabeleženo, ko imamo podatke, potem s tem lahko dejansko nekaj naredimo. Ker če samo ugibamo, potem bomo velikokrat pozabili, da smo, za družabna omrežja pa scrollanje porabili 1, 2, 3 ure, ali pa da smo, za pisanje maila porabili toliko pa toliko časa. Če nimamo teh podatkov, hitro ne vemo zdaj, kaj bi bila rešitev. Druga zadeva, ki jo lahko pa uporabiš, če ne želiš imeti takšne aplikacije, je pa tudi ena tabelica, ki jo lahko s tabo delim, pač brezplačno, in jo uporabiš. Jaz jo uporabim večkrat, ko ugotavljam, da recimo pridem do neke stopnje, da delam cel dan, delam in
nekih rezultatov ali pa da ne naredim tistega, kar je najbolj pomembno v tistem dnevu oziroma kar je fokus tistega tedna, potem običajno se lotim tega, da spremljam potem kakšen dan, da vidim zdaj, kje smo zašli, katere naloge so mogoče se prikradle, pa nimajo tam prostora in tako naprej. In lahko tukaj uporabiš recimo to tabelico, kjer zapišeš recimo tukaj v prvi stolpec delo opravek, torej točno kaj delaš, idealno za vsakih 15 minut, in potem napišeš čas v minutah, kako dolgo recimo si na tem delal. Zdaj, lahko sproti potem določaš tudi kategorije, ali pa jih konec dneva greš pogledat, kaj si delal, kaj si delala in izbereš, v katero kategorijo to spada. Zakaj so te kategorije tukaj? Zaradi tega, ker imaš potem zavihek pregled, kjer lahko takoj na enem mestu vidiš, koliko časa je šlo v nekaj. Včasih se zgodi tudi tale recimo osebno, to se je meni na začetku zelo pogosto dogajalo, da sem imela občutek v bistvu, da veliko časa, da nimam nič časa za neko osebno življenje, za družino in tako naprej. In ko sem to spremljala, sem videla, da se je v bistvu med mojim delovnikom velikokrat pojavilo, da sem, skuhala kosilo, šla na sprehod, v trgovino, Vse te zadeve v resnici padajo nekako v ta osebni delček. In ko sem ugotovila, da jih delam med delovnikom in potem nimam občutka, da ne, da imam čas, pa ne, da sem veliko naredila, sem to optimizirala, tako da sem v bistvu ta opravila recimo prestavila na kasnejši čas po delovniku. In potem imaš v bistvu lahko od obojega vse. Ampak dokler ne spremljaš tega in ne ugotoviš, je težko sploh razvozlati, kaj sploh so tiste naloge. In potem je še tukaj en razdelek, en stolpec, kjer je pa akcijski plan, kjer pa lahko zbereš, ko greš potem delati analizo, kaj se bo zdaj s to nalogo oziroma s tem, kar si počela, zgodilo. Ali želiš, da ostane enako, tako kot je, nadaljuješ, se nič ne spremeni, ali želiš to zbrišati iz svoje to-do liste, koledarčka, ali lahko mogoče to opravilo avtomatiziraš, lahko mogoče delegiraš, ali pa da ga planiraš za naprej. In potem, ko imaš to narejeno, imaš lepo narejen načrt, kako se ti bo čas osvobodil. In ko to potem urediš, imaš tukaj še en stolpec, sem dodala, da lahko potem lepo pokljukaš, ko je to narejeno in lahko pozabiš. Tako da ta template bom potem delila zraven, nekje pod videom, in ga lahko komot si snameš, narediš kopijo in ga zmeraj znova tudi uporabljaš. In tako v bistvu zelo jasno dobiš v bistvu informacije, kam v bistvu gre tvoj čas. Da ne gre kar nekam ali pa da sploh ne veš čisto točno, kam je zdaj tvoj dan zbežal in ni tistih rezultatov, pa ne mislim samo na poslovnem področju, ampak tudi na osebnem področju. Da pač imaš res veliko investicijo na svoj čas. To je prva komponenta. In zdaj smo osvobodili si torej zelo veliko časa, ko to narediš in implementiraš. Potem pa je ena zadeva, ki je super simpel, ampak ima pa vrhunske rezultate. In vsakeč, ko se s kom pogovarjam, da je to testiral v svojem poslu, tudi če je mogoče na prvi pogled lahko scary, se je izkazalo kot fantastična investicija časa. In to je magičnih 90 minut. Kaj to pomeni? To pomeni, da si zjutraj vsak delovnik, recimo od ponedeljka do petka, daš na urnik 90 minut, preden se začne karkoli, preden odpreš maile, preden karkoli delaš, in teh 90 minut nameniš fokus za svoj posel. Oziroma nalogam, ki jih splaniraš za ta teden. In idealno je, če za teden splaniraš točno, kar bo narejeno v ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, na področju torej rasti ali pa optimizacije tvojega posla, oziroma na teh razvojnih projektih, oziroma projektih, ki ti bodo pomagali na naslednjo stopnjo. In teh 90 minut se mogoče zdi malo za nekatere ali pa veliko za nekatere. Za tiste, ki se zdi malo, naj te opozorim, da je to 90 minut
100% fokus, da to ni odgovarjanje na maile, pa brskanje po družabnih omrežjih, ampak to je 100% fokus na tisto, kar moraš za ta dan narediti glede svojega posla. In če računamo, 5x po 90 minut, je to konec tedna skoraj en delovnik. Plus, ni enako kot en delovnik, zaradi tega, ker so to res samo fokus ure, brez pauz, brez tistega, čez delovnik sigurno nismo enako fokusirani, enako produktivni čez cel dan. Ampak imamo pauze, pa tisto, pa to se zgodi. Če pa sešteješ teh 90 minut vsakeč, ko pa je 100% fokus, pa je to ena taka produktivnost na kvadrat. Tako da je zelo res dobra investicija časa. Plus tega, za tiste, ki se vam zdi pa preveč, lahko seveda začneš tudi z manj, če ti bo lažje, ampak jaz ti res priporočam, 90 minut je ena taki super čas, ko res lahko veliko narediš. In se ti potem tudi veliko ta investicija povrne. In lahko je to, začneš 90 minut, torej samo teh 90 minut si ne dati na konec delovnika, ali pa če bo čas, ker potem ga vemo, da nikoli ne bo. Fajn je, da je to res 90 minut prvo, ker ko obdelaš že zjutraj, recimo preden odpreš sploh mail, da že toliko narediš, to je takšna ena velika motivacija potem za celoten dan. Tako da že veš, da si temelje zelo dobro postaviš. Jaz vem, da ko sem to prvič prebrala v eni knjigi, ne bom čisto kateri, tako da ne bom niti omenjala, mi je bilo tako, wow, ampak 90 minut, da si jaz vzamem, pa že zdaj nimam časa, to je nemogoče. Potem pa sem si rekla, ok, dam si za izziv, en teden bom zdaj to probala. In jaz, ko sem en teden to testirala, sem bila navdušena in sem rekla, ok, to je definitivno to. Delam naprej in zdaj že pač nekaj let delam na tem. Imam takšen sistem, zjutraj na koledarčku pač je pri meni že skozi teh 90 minut rezerviranih in to so projekti, ki ti pomagajo. Lahko je grajenje brenda, lahko je razvoj kakšnega novega lijaka, lahko je delo na kakšnem projektu. Recimo, priprava izziva je bilo zdaj nekaj tednov, pri meni teh 90 minut. In tako lahko potem tudi gradiš svoj posel, postaviš temelje, postaviš jasno vizijo, lijake, spletno stran, besedila in tako naprej. Tako da ti priporočam, da če ne drugo, vsaj poskusiš, ali ti bo to všeč, če ti ne bo, še vedno lahko rečeš, ok, ne deluje zame, poiščeš nekaj drugega, če pa ti je to všeč, je super simpel in pa super učinkovito. Okay? In potem je seveda zelo pomembno, da si narediš za vsak dan, oziroma jaz si naredim najprej večji plan, to je za 12 tednov, za 12 oziroma 13 tednov, in potem, ko imam ta plan razdelim po tednih. In potem vsako soboto si vzamem še nekaj časa, da pogledam, kaj imam v planu za narediti v tem tednu in splaniram to še po dnevih. Zakaj? Zaradi tega, da zjutraj ne izgubljam časa pač s tem, kaj moram pa zdaj narediti, ampak že imam jasen seznam, kaj moram v katerem dnevu narediti. Oziroma, kaj je v planu in če vem, če to naredim, bo moj teden ful uspešen. Tako da to ti zelo priporočam, kar je res fantastično. In pri tem, če imaš občutek, da bo tega dela preveč, sploh če vmes misliš še graditi spletno stran in vse to delati, si lahko umisliš tudi kakšno pomoč v obliki asistenta. In asistent je, lahko ga najameš, ne rabi biti polno zaposlena oseba, lahko je samo nekdo, ki ti pomaga nekaj ur na dan ali pa nekaj ur na teden. In lahko te asistente najdeš v kakšnih Facebook skupinah, lahko so to študenti, sploh če je samo neko tehnično delo, na Fiverrju, na Upwork, se pravi, lahko si najdeš pač način in potem lahko, ko razmišljaš seveda, kako pa zdaj pokriti stroške za tega mojega asistenta, lahko pripraviš si projekte, ki bodo gradili na tem, da zdaj ti to investicijo v asistenta, torej finančno pridobiš nazaj, ampak hkrati, da poskrbiš tudi za vse oba druga stebra, o katerih smo govorili. Se pravi, da planiraš si ali tedenski projekt, kjer ti skozi ta tedenski projekt, recimo, vsak teden mogoče imaš neko oddajo, recimo, kjer lahko
daš na mizo neko mini ponudbo, ki bo pokrila stroške za tvojega asistenta, hkrati s tem gradiš na prepoznavnosti, gradiš na odnosih s svojim občinstvom, in pa tudi poskrbiš za učinkovitost, ker iz te vsebine lahko potem pripraviš recimo ful vsebin za cel teden za tvoje družabna omrežja. In vse potem vodi k temu. Tako da poskrbiš spet za vse tri svoje stebre v svojem poslu. In greš res v akcijo. Okay, zdaj pa dajmo pogledati še, kako zdaj v to, kar smo govorili, kako v bistvu svoj posel, svoj brand, če si na začetku, ali ga postaviti iz nule, da bo učinkovit, ali pa na drugi strani, da se te je nekje zataknilo in ga želiš obnoviti, osvežiti, kako zdaj začeti. In jaz sem ti pripravila ene to-do liste kar po tednih. Ti tedni v bistvu so zelo podobni oziroma sistem je v bistvu enak, kot je v legendarnem, torej v mojem mentorskem programu, tako da če te zanima in želiš podporo, kaj je zdaj tukaj razlika, Tukaj lahko greš pač po dveh poteh. Te tedne lahko vzameš, si zapišeš, kako bo šlo in jih kljukaš. In je sistem preverjen, da pač si koraki sledijo in kaj moraš narediti, ker se drugega dopolnjujejo. In pač začneš raziskovati posamezni delček, kako se zdaj naredi, kako napisati učinkovito besedilo za spletno stran, kako postaviti spletno stran, kako jo optimizirati, kako skrbeti za njo, kako narediti grafično podobo, in vse to, kako pripraviti uspešne lijake in tako naprej. Greš raziskovati in potem samo kljukaš po posameznem tednu, torej že imaš koledar narejen, samo postaviš si še po dnevih, kdaj bo kaj narejeno. Ali pa če izbereš pač lažjo, bolj učinkovito in hitrejšo pot in se pridružiš programu, torej legendarni, kjer imaš že predloge, kjer te jaz peljem, kjer ti vse razložim, kako pa kaj gre, zraven te vodim, kako narediš, tako da ne rabiš toliko raziskovati, ampak samo implementiraš. To je seveda zelo hitrejša pot. Ampak to, kar bomo danes govorili po tednih, pa velja za vse. In seveda, jaz sem nekako ti rekla, da je to po tednih, zdaj mogoče bo kdo rabil malo več za eno kot za drugo, To je zelo okvirno, tako da si ti pač potem lahko prilagodiš, ko veš, koliko časa želiš investirati v to, nekateri bodo investirali dnevno samo 90 minut, nekateri se bojo želeli lotiti tega projekta veliko bolj učinkovito in bojo rekli, jaz investiram vsak dan 5 ur ali pa 8 ur ali pa bom samo temu se posvetil, je potem seveda različno časa potrebuješ, tako da to je nekako okvirno toliko, da veš, koliko časa približno potrebuješ in kateri, predvsem najbolj pomembno je, kakšni so koraki. In prvi korak oziroma prvi modul v programu je legendarni brand od prvega dne, kjer postaviš torej najprej vizijo za svoj brand, zato da določiš torej smer, v katero želimo iti. Se pravi, če si v izzivu, če si bila z mano oziroma bil z mano v ponedeljek, prvi dan, smo govorili o viziji in postavi se torej jasna vizija za tvoj celoten brand, za tvoje celotno življenje. Drugi korak v tem tednu je, da se postavijo torej temelji in pa vse strategije. Pod to čisto na hitro torej spada, kakšen brand bomo ustvarili, kakšen je tvoj X-faktor, komu želiš služiti, torej profili idealnih strank, kakšna bo ta ponudba, brezplačna, plačljiva, nizkocenovna, visokocenovna, pač kakršnekoli ponudbe bodo in kakršno si želiš v bistvu sploh ustvariti to celotno družino teh vseh ponudb, da bojo potem sledile nekako drugi. In pa potem, da poskrbiš tudi za vse tri najbolj pomembne stebre v tvojem brandu. Torej, odkot bodo prihajali dohodki, fajn je, da je več virov, kako boš poskrbela za prepoznavnost in pa za učinkovitost svojega posla. In to je vse. Za prvi teden je torej taki zelo vizionarski, zelo strateški in ne ga jemati lahkotno ali pa se to že vem, ampak res je tukaj najbolj pomemben verjetno teden, ker potem na vseh teh strategijah, na vseh teh odločitvah sledijo vsi naslednji koraki. Drugi teden potem je modul 2 oziroma avtentična prepoznavnost na vsakem koraku, kjer se zgradi torej prepoznavnost branda, vizualna, celostna grafična podoba tvojega branda. Kar ti priporočam je, da si mogoče najprej narediš moodboard,
a ne. Lahko greš tudi čez tisti, torej da se postaviš v čevlje svoje stranke, greš izpolniti kviz na moji spletni strani, kakšen stil je tvojega brenda, zato da dobiš nekako občutek, v katero smer želiš iti, ker tam dobiš že torej, katere barve uporabiti, kakšne fonte, grafike in tako naprej, tako da dobiš lahko nekaj usmeritev, a ne. In si pripraviš neki moodboard, ki bo pritegnil tvojo idealno stranko in na drugi strani bo sporočal tisto, kar želiš, da sporoča tvoj brand. Okay? In potem, ko imaš moodboard postavljen, ne, zdaj, če to delaš sama, okay, ali pa sam lahko narediš, ampak je fajn iti po teh korakih. Če najameš dizajnerja ali pa dizajnerko, je pa tudi fajn, da te stvari poznaš in da imaš potem to urejeno. Ne? Ker vsi mogoče malo drugače tudi delajo, pristopajo in je zelo pomembno, da vsaj te osnove poznaš, kaj potrebuješ, kako se sploh lotiti, kaj je bistvo tega. Ne? In potem je potrebno, da imaš v svojem brendu torej strateško narejeno barvno paleto, ki se bo uporabljala torej z vsemi potrebnimi barvami, vsaj neka glavna barva, po kateri boš ti recimo prepoznavna, potem je neka sekundarna lahko barva, ki jo uporabljaš potem kakšna za ozadje, za pisave, kakšna temnejša, svetlejša, ne? Tako da narediš barvno paleto, ki ti bo potem res služila v vseh primerih in lahko samo, ko karkoli oblikuješ, ali grafike ali na spletni strani, lahko samo rečeš, ok, to je moja barvna paleta, to recimo uporabljam. Okay? Potem je pomembno, da izbereš tudi pisave. Torej, minimalno ena pisava, jaz običajno priporočam, da če si na začetku ne uporabljati več kot 2 ali pa maksimalno 3 pisave, se pravi recimo ena za naslove, ena za glavni tekst, ta pisava pazi, da sploh za tekste, ne, da je lepo berljiva, da ima šumnike, da ima vse znake, da jo lahko uporabljaš tudi na spletni strani, na gradivih in tako naprej. Ne. Potem, da imaš pripravljene različice logotipov. Ne? To pomeni, ali je to navpični, da je to vodoravni, da je samo besedilo, torej watermark, torej samo besedilo običajno, ne? Brez ikone, če imaš ikono, da je to verzija logotipa, ki je na manjših ekranih tudi lepo vidna, berljiva, da ni en zmazek, ne? V različnih barvnih kombinacijah, torej če imaš barvni logotip, če imaš črni, beli, ne? Da poskrbiš, da imaš to vse že vnaprej pripravljeno. Potem je fino, da se določiš tudi, kakšne slike boš uporabljal oziroma uporabljala. Kakšen je stil, ne? Kakšna je ta sporočilnost na tvojih slikah, da bodo potem imele eno rdečo nit in bodo vse nekako zelo podobne. Ne? Da ni potem enkrat, da uporabljaš zelo živahne, ne vem, in sploh vesele slike, drugič pa pač črno-bele. Ali pa, ne vem, uporabljaš en čas samo en filter, ki je res nekaj zelo posebne, potem pa gre iz trenda, pa uporabljaš nekaj čisto drugega. Tukaj ti priporočam, da imaš neko mogoče rdečo nit, ki seveda lahko jo prilagodiš, ampak da nekako paše v tvoj skupni brand. Potem je fajn, da se določijo tudi kakšne grafike, kakšne ikone recimo boš uporabljala, pa kakšna ozadja, kaj bojo tale vizualni elementi in v kakšnem stilu. Ali bodo tiste recimo ikone torej polne, enobarvne, ali bodo tiste, ki imajo samo obrobo in potem pač nekako, da imajo podobni stil in da skupaj nekako tudi pašejo. Idealno seveda je, če imaš tudi pripravljene ikone, ki jih potem zmeraj lahko samo uporabljaš. Sploh, če imaš neke standardne ikone, ki so potrebne v tvojem poslu. Kar ti zelo priporočam, jaz to pač pripravim tudi strankam, je, da si vse to potem zapišeš tudi v en dokument. Da imaš v enem dokumentu shranjeno, torej, kakšne so kode za tvoje barve, katere pisave točno imena uporabljaš in tako naprej, da imaš potem res vse v enem dokumentu, da ko rabiš iti, ne vem, oblikovati neko grafiko za družabna omrežja, veš točno kam pogledati, kje imaš to shranjeno in si s tem prihraniš ogromno časa. Zdaj, opcijsko ti lahko zelo veliko časa prihrani tudi to, da si pripraviš tudi kakšne template oziroma predloge, recimo v Canvi, če imaš veliko delavnic. In v vsaki delavnici potem daš mogoče udeležencem neko gradivo PDF.
a ne. Potem je fajn, da si pripraviš ta PDF oblikovno kot en template, kot eno predlogo, da je to potem bolj ali manj vedno enako. A ne? In ga lahko samo, to ti bo prihranilo tudi veliko časa, ne? Ker si lahko predstavljaš, ok, imaš novo delavnico in zdaj vsakič naumljati neki novi PDF, kako bo izgledal, je lahko zelo, zelo potratno. Jaz recimo sem na eni stranki pripravila za eno knjigice, ki jih pač ima take mini PDF knjigice, elektronske, jih potem prodaja, ne? In sem jih pripravila eno template, kjer noter so pač različne strani, kako se lahko uporabljajo, različne postavitve. In zdaj v bistvu ima 1, 2, 3 oblikovno pripravljene te knjigice in izgledajo tudi, imajo rdečo nit, imajo enaki stil, a ne pašejo skupaj. Okay? Tako da tukaj razmisli, če potrebuješ katere predloge in da če jo enkrat pripravljaš, da mogoče si jo tako dobro pripraviš, da jo potem lahko znova in znova tudi uporabljaš. Ja, to je pač na eni strani velik prihranek časa in na drugi strani je to seveda vrhunsko, ker poskrbiš, da je tvoja vizualna podoba vedno drugačna. Zdaj, kaj tukaj lahko mogoče malo izstopa iz tega, sploh če boste oglaševali, a ne? Lahko velikokrat slišite oziroma slišimo, a ne, da za oglase je pa fajn uporabljati ene zelo živahne barve ali pa nekaj čisto drugega. In da ne slediti potem celostni grafični podobi. Jaz se s tem čisto ne strinjam, ampak se pa strinjam s tem, da pač so oglasi lahko mogoče bolj vpadljivi, da jih lahko drugače naredimo, drugače zapeljemo, zaradi tega, da bolj spodbudijo pozornost, a ne. Ampak v današnjem času to lahko pomeni tudi, da gremo v minimalizem in da je oglas zelo minimalističen in bo še vedno v skladu z našo celostno podobo. Tako da pri oglasih kar jaz priporočam je, da pač nekako združiš to, da pač so drugačni, da izstopajo, da zbudijo pozornost, ampak da hkrati ohraniš vsaj neko rdečo nit svojega brenda, da potem nekdo, ko bo videl tvoj oglas, bo točno vedel, da je to od tebe. Ker če si s tem osebo že zgradil oziroma zgradila ta odnos in te že pozna in ima pozitiven vpliv oziroma ima pozitivno mnenje o tem, potem bo verjetno ta oglas tudi veliko bolj na to osebo deloval. A ne? Tako da jaz bi rekla, da je tukaj bolj ena taka kombinacija, ki jo lahko zgradiš. Okay? Potem pa gremo na en 3., 4. in pa 5. teden. Tukaj sem združila 3 tedne skupaj, kar je to mogoče en taki malo večji sklop, ki potrebuje malo več pozornosti. A ne? In sicer to je, da zgradiš torej spletno stran in pa lijake. Vsebinsko in tehnično. In sicer spletno stran, ki ni samo ali vizitka ali pa okrasek, ampak ki dejansko bo delovala kot tvoj asistent in ki bo delovala kot tvoj pomočnik. Okay? In zdaj 3 tedne bo nekdo rekel, wow, to je zame čisto dovolj, nekateri bojo pa rekli, to je pa zame premalo. Tu je zdaj zelo težko oceniti, zaradi tega, ker pač je odvisno, koliko imaš tudi tehničnega znanja, koliko imaš znanja, kako pisati vsebine na družabnih omrežjih, a ne. Zdaj, v programu Legendarni seveda to gre veliko hitreje, zaradi tega, ker že imaš vse predloge bolj ali manj pripravljene, tako za maile, kako jih napisati, tako za formule, kako napisati prodajne strani, a ne, tako posnete videe, kako postaviti, narediti spletno stran, kako jo urejati, optimizirati in vse to, tako da imaš vse na enem kupu. Drugače pa pač prilagodiš čas glede na to, koliko misliš, da bo potrebno zate. In zdaj, kako se tega lotiti, tega velikega kosa, ki je za marsikoga strašljivo. Preden se lotiš, je fajn, da greš v ta mindset, da je to obdobje, ko časovno, mogoče tudi kdaj finančno, sploh če kupiš ali kakšno dodatno pomoč ali kakšen vtičnik, a ne, da imaš v mislih, da je to investicija, ki ti bo vnaprej osvobodila veliko časa. In da zdaj se tega projekta, te spletne strani, te lijake, želiš res zelo dobro lotiti, zaradi tega, da ti bo potem to prinašalo denar, prinašalo čas. In kako se zdaj lotiti? Jaz ti priporočam, da najprej začneš oziroma narediš načrt za spletno stran. To ne pomeni, da greš pogledat druge spletne strani, kaj imajo, ampak da se vrneš torej nazaj na tisti 2. teden, ko je bila postavljene vse tiste strategije in si zapišeš torej, kaj vse najprej, katere vse strani potrebuješ, zaradi tega, da bo tisto, kar je strateško postavljeno v 2. tednu, lahko funkcioniralo.
se pravi stran za ponudba, domača stran, kontakt, blog, če se odločiš pri tem, če se pri tistem delčku, kako boš gradil prepoznavnost, je recimo en delček tudi blog, potem boš tudi to potreboval na spletni strani. Se pravi, tukaj zdaj res tisto, kar smo že strateško postavili, zdaj samo vzamemo, te pa te strani potrebujemo. In potem razmišljaš, ker tam smo tudi postavili, kakšna bo pot naše stranke. Kakšna je najbolj optimalna pot stranke in zdaj, če vemo, kakšna je pot stranke, potem tudi vemo, katere strani potrebujemo, da bo po tej poti ta stranka lahko šla. In če smo načrtovali zelo dobro naše lijake, tako brezplačne oziroma neke plačljive, takšne, ki nam bodo samo gradile odnose, ali pa takšne, preko katerih bomo služili, potem vemo točno, katere strani potrebujemo narediti, da bo to pač delovalo. In ko imaš potem načrt strani, je fajn, da potem greš na vsako podstran in jaz si recimo tako po alinejah določim, katere vse vsebine moram pokriti. In potem načrtuješ v bistvu vsebine. Zdaj, če ne veš, kako pisati učinkovite vsebine, ker to je pač zelo, zelo pomembna zadeva, zdaj, če si v programu ali pa boš v programu Legendarni, imaš to že itak tam formule, kjer greš samo po točkah. Če tako za maile, tiste avtomatske, ki potem se pošljajo po lijaku, take, ki so preverjeni in že učinkoviti, kot tudi za pristajalne strani, za ponudbo in tako naprej. Lahko pa greš tudi na mojo spletno stran mod.si/blog in tam najdeš tudi cel kup enih vodičev, ki ti bodo pri tem pomagali. In seveda, ko imamo zdaj to načrt, kaj bo na kateri strani, to je zelo fajn narediti prej. Zakaj? Zaradi tega, da dobimo eno širšo sliko in da vemo točno, kje bomo o čem govorili in kako se med sabo potem strani povezujejo. Ker vseeno je potem smiselno, da razmisliš tudi za vsako stran, kaj je njena glavna naloga in kam bo potem peljala, kaj bo tisti klic k akciji, naslednji korak, ki ga želiš, da ga tvoj obiskovalec naredi. In seveda, ko imamo to pripravljeno, se lotimo torej res pisanja vsebin, iskanja grafik, slik in tako naprej. Jaz ti ne priporočam, da začneš s pisanjem vsebin na ta način, da pač odpreš spletno stran in potem začneš tam pisati, in skupaj kao delaš oblikovanje in pa pisanje vsebin. Ker tukaj delata glih kontra možgani, in ne bo tako učinkovito in bo zate veliko bolj naporno. Tako da jaz ti priporočam, da najprej pripraviš vsebine, da pripraviš torej lijake, torej vse vsebine za posamezne lijake oziroma za vsak posamezni del lijaka za posamezno stran. In potem, ko imaš to narejeno, se lotiš dizajna oziroma postavitve spletne strani, ki seveda mora biti tudi optimizirana za iskalnike in pa za mobilnike. In to torej pomeni, da zdaj imaš postavljeno spletno stran, ki ima tudi lijake, ki ti bodo avtomatsko generirali nove stranke, z njimi gradili, z novimi obiskovalci gradili odnose in jih peljali do akcije, katero želiš, da naredijo. Ali je to nakup, ali je to rezervacija na posvet, karkoli pač je ta tvoja akcija. In seveda tukaj se zgodba potem običajno še ne zaključi, ker tukaj seveda potem moramo skrbeti tudi za optimizacijo konverzije, torej da ko odpremo, torej ko imamo party, odpremo spletno stran, da potem pogledamo tudi, kakšna je konverzija. Ker nekaj lahko super naredimo, kar je super, potem pa še samo pilimo, zaradi tega, da pridemo do čim višje stopnje konverzije. Kaj to pomeni? Da se na naši spletni strani čim več obiskovalcev pretvori v stranke oziroma naredijo tisto, kar mi želimo. Ker zdaj, če rečem, da se pretvorijo v stranke, marsikdo misli, da to velja samo za spletne trgovine. Ni tako, Tvoj proces je lahko, da, ne vem, rezervirajo posvet, da se prijavijo na delavnico, kupijo vstopnico. Skratka, karkoli je, torej da naredimo na spletni strani čim bolj visoko, čim boljšo stopnjo konverzije. Tako da to je en taki mogoče malo večji del, ki se ga je fajn lotiti, ampak to še potem ni vse. Naslednji teden oziroma to nekako velja kar za naprej,
ni nekaj, kar se konča, je pa, da v bistvu začnemo bolj aktivno graditi brand z večnim pečatom, oziroma da skrbimo za to, da naš brand redno raste. A ne? In to je preko email marketinga. Tukaj je fajn, da se res verziraš, da veš, katere kampanje pošiljati, kako pogosto, kaj naj bo noter, da bo učinkovito, kako poskrbeti za družabna omrežja, da poskrbiš za vse 3 stebre, torej za dohodke, za prepoznavnost, grajenje prepoznavnosti in pa na drugi strani, da bo to čim bolj učinkovito. Okay? Potem je zelo, mogoče za nekatere, veliko izmed nas bo zelo smiselno tudi to, da se gradi neka skupnost tvojih zadovoljnih strank, tvojega občinstva in tako naprej. In pa mogoče je smiselno tudi, mogoče to zmeraj verjetno za večino, bo zelo smiselno, da organiziramo potem ene dogodke. A ne? In mogoče se ti bo zdaj zdelo, wow, Maja, ampak to je res veliko dela. Ampak ko enkrat prideš iz teh 5 tednov, ko imaš vse postavljeno, so ti elementi, v bistvu so res postanejo ena taka igra. Jih je fajn delati, ker potem v bistvu vse ostalo že laufa, a ne? Spletna stran je tvoj prodajalec, je tvoj asistent, tvoja naloga zdaj samo je, da pridobivaš, stopaš pred novo občinstvo, da jih pošiljaš recimo na spletno stran in da pridobivaš nove in nove ljudi na spletni strani, obiskovalce. A ne? Seveda to morajo biti tvoje idealne stranke. In potem imaš res zgrajen en taki sistem, ki potem ti bo osvobodil veliko, veliko časa in pa tudi denarja. A ne? In potem smo že nekako čisto pred poletjem. A ne? Zdaj, če je to avgust, marec, april, pa maj, da to se vse postavi, da se zgradi, a ne? Še malo več časa, in potem pride junij, ko je poletje. Takrat lahko pa potem razmislimo, torej kaj je naš cilj, zdaj, ko imamo to, en sistem, tudi če se vzamemo fraj, ne? Tudi če bomo nekaj časa čisto na off, ali pa da bi, radi 10 dni šli na dopust in imeli minimalno dela z našim poslom, pa ne, da potem nazaj pridemo, pa da je vse mrtvo. A ne? Lijaki na spletni strani bodo že skrbeli za naš projekt. Oziroma za naš promet in za naše stranke. A ne? Tako da to je nekaj, kar potem živi, ne glede na to, kaj ti delaš, kaj ti si. A ne? In lahko tudi si načrtuješ kakšne projekte, ki bodo aktualni ali pa kjer se bodo lančali takrat, ko boš ti na dopustu. Recimo prejšnje poletje sem si jaz zadala in v bistvu, ko sem bila ležala na plaži, a ne, je bila v akciji ena kampanja, kjer sem poslala vsak dan na mail ene audio zadeve, a ne, serijo audio video, mislim, da je bil en transformacijski mini programček 10 dni. Naštimane naprej so bile torej vse objave na družabnih omrežjih, jaz sem se tu pa tam še javila na storijih, ampak bolj zaradi tega, ker mi je bilo fajn, a ne, pa ker itak sem imela čas med samim branjem knjige pa poležavanjem na plaži in je v bistvu bil recimo taki zelo, zelo uspešen projekt. In enako lahko tudi ti razmišljaš, a ne. Takrat na morju nisem jaz v bistvu nič delala, je bilo pa že vse vnaprej pripravljeno in potem, ko sem vrnila se iz dopusta, je bilo res vse ready za naslednji korak, ki pač je bil v načrtu v mojem poslu. In ljudje so že bili ogreti, veliko sem že imela rezerviranih terminov, tako da potem je samo šla še akcija naprej. In vsi mi lahko si takšno poletje naredimo, če ga začneš načrtovati že zdaj. A ne? Tako da samo treba je načrtovati, če seveda pričakuješ, da bo zdaj junija ta celotni sistem, kar sem ti zdaj delila, ne, naredil junija, bo to verjetno zelo težko. Oziroma bo zelo naporno. Tako da to je nekako ta cel sistem, ki sem ga danes jaz želela s tabo deliti, kako lahko res prideš do večjega preboja, še naprej, ni nujno, da se ustavi, a ne. Zdaj, če si želiš podporo, če si želiš, da sodelujeva še naprej, da imaš moj feedback, da te jaz vodim po teh korakih in da tudi zraven, a ne, ker tukaj je treba razumeti, tudi ko se lotiš tega projekta, prvo kot prvo investiraš torej čas, da postaviš temelje, da postaviš vse te zadeve, o katerih smo govorili, ampak to ne pomeni, da delaš samo to.
A ne, zraven seveda delaš še za svoje stranke, za svoj posel, da služiš tudi denar vmes. In tudi vmes lahko že imaš projekte, če trenutno nimaš dovolj zaslužka, lahko imaš že vmes med tem procesom tudi projekte, ki ti bodo prinašali torej denar, kar je ključno za vsak posel. Ok? Tako da samo ne se ustaviti. Pojdi v akcijo, bodi uspešen, bodi uspešna, dovoli si narediti preboj, dovoli si narediti dovolj velike vizijo, dovolj velike cilje, ker če si jih narediš in te vsak dan potem, recimo, da si daš res velike cilje za poletje in želje, potem je to v bistvu super iztočnica za to, da se to uresniči, ker se boš vsak dan, ko se zbudiš, imaš energijo, imaš motivacijo, zakaj in kaj počneš v tem času. Ok? Tako da to je to iz moje strani za danes. Jaz ti želim res eno uspešno implementacijo, da greš v akcijo, da vzameš, upam, da so ti podatki danes, da ti je bilo to koristno, vzameš, kar je dobro zate, pretestiraš in si narediš res tudi poletje eno čudovito, ker to ne velja samo za tvoje poletje. Če greš čez ta sistem, a ne, to pomeni, da si v bistvu tudi po poletju že ready za naslednje razvojne projekte in projekte, ki ti bo prinašale še več strank, še bolj uspešen posel in ne rabiš potem zmeraj znova skrbeti, kako pa spletno stran še pa moram še temelje postaviti, ampak vse to že imaš potem pripravljeno in samo dodajaš. Ok? Tako da to je to za danes od mene. Jaz upam, da ti je bilo koristno, želim ti uspešno implementacijo, predvsem pa veliko, veliko uspehov. Pa se vidimo še v bodoče. Čau, čau.